Zdaj so vsi derejo, ne to kazati. Sem bil star 12 let, nekaj tazga. Ja, točno 12 let. Tale T-Roc, takšnega makadama najbrž nikoli več ne bo videl. SUV-ček, ne. Malo ga je treba umazati. Se veš, kako gre ta zgodba? Tale T-Roc, takšnega makadama najbrž nikoli več ne bo videl. In to do konca življenja, razen če ne bo našel enega takšnega lastnika, ki si bo kaj takšnega želel narediti. Ampak tisti ponovadi pa kupijo izvedenke s 4-kolesnim pogonom. In če že govorimo o opcijah, možnostih, T-Roc je eden tistih avtomobilov, ki jih ponuja ogromno. To so te prednosti velikih koncernov, ampak zdaj sem že čist predaleč. Daj pa imamo po vrst, zakaj je ta avto sploh na testu? A veš, že nekaj časa od tega je, odkar je T-Roc prvič zapeljal na cesto. 2017, če se ne motim. Volkswagen je takrat razmeroma pozen stopil v segment, ki je bil že nabit s precej kompetentnimi tekmici, ampak se jim to ni kaj dosti poznalo. T-Roc je zelo hitro postal zelo priljubljen avto, tudi v Sloveniji. Obenem je to tudi avto, s katerim sem naredil največ pravopisnih napak, ko sem pisal njegovo ime. Mislim pravopisnih, jaz sem prav vedel, sam narobe sem napisal, zato ker ni T-R-O-C-K, ampak je T-R-O-C. A veš? In če te zanima, kaj sem o njem povedal v vlogu, ki sem ga posnel pa objavil leta 2018, številka je 574, pejt na YouTube, pa ga boš hitro najdel. Jaz ti pa pokažem, kaj se je spremenil. Tisti, ki T-Roca pa Volkswagen dobro poznate, ste najbrž že opazili spremembe na odbijaču. Malo je drugačen celostno, pa predvsem tale del tukaj znotraj je povsem predrugačen. Pa telih pokončnih meglenkah, kaj so to luči, ki pomagajo pri vidljivosti, se tudi ne spomnim. Žarometi so drugačni, so novi, enako velja za masko, svetijo serijsko s tehnologijo LED, če doplačaš, so lahko tudi matrični. Podobno, kar sem rekel, za sprednji odbijač velja tudi zadnji. Poglej, vidiš, odbijač se mi zdi precej bolj agresiven, kot je bil drugače oblikovan. Tudi zadnje luči so nove, 4 izpuhi so fake, ampak moram reči, da so fino oblikovani in me to potem ne zmot. No, ne zmot me toliko, malo smo se pa tudi že navadili, a ne? Lepa, tale detalj ti moram še pokazati. Vidiš tale R? Pa še enega tukaj v motorni maski. Gre za opremo Airline, koncept najbrž poznaš, ampak tega Airlinea, ne, v povezavi s T-Rocom do zdaj ni bilo, to je novost. Evo ti ga na. Tole je voznikov pogled. Za začetek drugačnih merilnikov od digitalnih v tem avtomobilu ne boš več videl. Prvolano bi ti rad povedal samo to, da se nekako ne strinjam s tema dvema prečkama in tem, kar ponujeta, namreč tale plastični modul s stikali mi nekako ne sede. Malo zato, ker na njem ves čas vidim malo prahu, pa malo je poflekan, kakšna packa sem pa kaj. Za vse to sem jaz skril, to so moje prstne blazince naredile. Malo pa zato, ker se mi zdi, da se moje blazince s temi stikali preprosto ne razumejo, najboljš ne morem pomagati. Desno od volana umestnik. Zdi se mi, da je nameščen malo više, kar se upravljanja tiče, 2 klasični stikali, pa pol kup teh digitalnih, s katerimi se moraš znajti, pa pod zaslonom pogled klimatska naprava, ne rabiš biti fejst natančen, seveda si odvisen od telih površin občutljivih na dotik, ampak temperaturo si dosti hitro nastaviš, zelo natančno, kakor želiš, enako velja za moč pihanja, poglej. Pa potem pod klimo 2x USB-C, površina, ki je namenjena brezstičnemu polnjenju telefona, gumb za zagon motorja, pa potem menjalnik, v tem primeru ročen, se menjalnika pa motorja lotem malo pozneje, cup holder, pa tale nastavljiva opora za roko, pod njo pa en tak razmeroma majhen predalček, ampak veš, jaz imam kva noter, rikola, tošelj, ključe od atmosferske pisarne, ključe od doma, par kablov, take reči. A ja, pa da ne pozabim na eno največjih pohval, to pa moramo izpostaviti. Vesel sem namreč, da so pri Volkswagenu poslušali kritike glede kakovosti materialov in zato je v tem avtu situacija čist drugačna. Zdaj, po eni strani je res, da jaz sedim v zelo dobro opremljenem avtomobilu in v takšnih avtih je ponovadi situacija že generalno boljša kot v tistih vstopnih modelih. Ampak vsem vidim, da so se potrudili, predvsem pri materialih, na vratih, pa tukaj le na spodnjem delu armaturne plošče. Tiste trde, neugledne plastike je zdaj dost manj. Tako se mi zdi. Tako da Volkswagen, pohvala za skok v kakovosti, gremo naprej. Mersko T-Roc ostaja točno takšen, kot je bil.
kar za prostor druge vrste pomeni dovolj, I guess. Mislim, kaj pa pričakuješ od kompaktnega oziroma od majhnega športnega terenca? Najbrž v drugi vrsti ne več kot to, da se bodo tukaj udobno peljali ta najmlajši. Mislim, otroci, skoraj ne glede na višino. Mislim, jaz sem 1,75 m, pa tukaj zadnji čisto ok sedim. Tudi odprtina za dostop do druge vrste je razmeroma velika, skratka pri vstopanju in izstopanju ni težav, kufer imam že odprt, ker imam ogromnih stvari tukaj. Pa poglej, se mogoče je prav, da ti pokažem polnega. Volkswagen trdi, da je tukaj noter za 445 litrov prostora, kar ne bi bilo v osnovi za dobrih 60 litrov več kot pri Golfu. Sam, če sem čisto iskren, se meni zdi, pa ne vem zakaj, da je teh litrov vse, jaz ne vem, mogoče malo manj. Pa če podreš drugo vrsto, pravi, da lahko računaš na malo več kot jurja litrov, sicer pa prostorska ponudba kufra sovpada s tistim, kar ponuja že v drugi oziroma v prvi vrsti. Jaz smatram, da nekdo, ki kupi tako velik avto, torej 4,25, 4,26, razume, koliko prtljažnika bo dobil in bo s to številko tudi zadovoljen. Konec koncev, poglej, veliko stvari sem noter dal, niti približno tale kufr ni še poln, pa zdaj, če ga že imam odprtega. Tole je atmosferska roba, tole je najbrž v tem trenutku ali pa v teh dneh moj najljubši hudi, torej atmosferci.com/trgovina. Čak, pa se samo še, evo, vidiš, tole je ta drugi atmosferski polovar, mater, kada sem v štacuni. Lej, vidiš, nisem pripravljen, spodaj pa konvers, iz Gross Basketa sicer, tako kot superge. Saj veš, jaz sem tak bolj nomad, pa nekaj imam v kufru, nekaj imam zunaj, pa kompletiram, nekaj v Mariboru, nekaj v Lukovci, nekaj na Kodeljeva. Pa mimogrede, se kdo še spomne znamke And One? Basketaši? Anybody? Ti jaz pokažem, kaj imamo v tej škatli, stari, se to je tudi za crkati smešen. Dej, vzamemo, lega Cirilčka, 94 ga. Avtosalon v Ljubljani, poglej, se spomniš te študije od Renaulta, kva je že bil, a piše gor, Argos, Ford Probe, pa legendarni AMZS-ev, tale prikoličar, Jag X, ja, sem jaz na kakšni slikci. Evo ga, 13 let sem bil star. Z eno motorčkom sem se okrog vozil, lej pa Lada, Niva zadaj, lej to. Pa Niko Mihalič vidim, da je Ferrari je pripelil, Viperja smo imeli, svašta stari. Kva imamo še kaj, srednja šola, prvi letnik, lej. Wish me luck, zgornja vrsta, se pravi Nika, Urška, Petra, Nina, shit, fuck, pozabil. Ok, čak, gremo drugo vrsto, Nika, Jure Juhant, pa jaz. Ej, pozabil sem, narod mi je kastomatra. Mimogrede, a sem ok dobil, SŠGT. A bo kdo organiziral? A skupaj organiziramo? Nismo se videli že koliko? 20 let? Come on, people. Kom pa kle. Shit, kdor ve, pokojni Denis Horvat, moji sošolci srednje, to je pa Budimpešta, vidiš? Petra Celec, moja punca v srednji šoli, pa Tina Zalar, Vesna Jogič, punca, vi se verjetno že kaj drugače pišete, Katja Koderman, Kapančka, zdaj so vsi derejo, ne to ukazat. Pa Tjaša Smodiš, pa spet Katja. Pa leto še en avtosalon, 95 Ljubljana, sedmica, Mercedesi, Bugatti je prišel! Pa le še ena fotka mene, kako sem bil tle star, 12 let, nekaj tazga. Ja, točno 12 let. Lega škorca, stari, pa ko je klas. Tega večera se pa spomnim, to je pa moj brat, ki je spekel prvo pico v pizzeriji Capri. To je bilo kdaj, 96. Pa evo, mene tle v oranžni mački, to je pa ljubljansko regijsko prvenstvo, osnovna šola, mislim, da je tole 7 ali pa 8 razred. Kaj zdaj, slike gledali, bomo test avta imeli, porkama do. Vrata so na štrom, valjda, čeprav ene stvari pri enih avtomobilih niso kar tako samoumevne, da nam jaz tole gor pozabil. Ti bom pokazal par stvari iz tega lista, ki ga dostakrat preberem, ki govori o tem, kako je avto opremljen. To se pravi Volkswagen T-Roc Airline 1.5 TSI, to se pravi to velika bencinska mašina, maksimalna hitrost 205 na uro, 8,4 do 100. Pravi, da porab 5,3 na 100, poraba pri meni na testu je bila med 6,5 pa 7,5. Prosim lepo, daj stisnem pauzo, pa si tole v mir preber. Na levi strani serijska oprema, na desni strani dodatna oprema in pri tej dodatni opremi, torej že v osnovi razmeroma bogato opremljenega avtomobila je tudi kamera za vzvratno vožnjo. Pa še eno doplačilo, ki ga jaz običajno podpiram, ker ne pomenijo samo športnosti, ampak, kar se mene tiče, tudi dodatno udobje. Športni zici, seveda z obvezno črko R, gre za kombinacijo alkantare pa blaga. Meni se ne zdijo samo posrečeni, ampak tudi fejst udobni. Lej, ker sem zdaj govoril o udobju. Še ena stvar, ki je povezana z udobjem, pa bi rad zelo izpostavil, in sicer podvozje. Tale avto zna biti nekak, se to velja za SUV, Volkswagen, pa ne samo SUV, nasplošno za Volkswagene, predvsem pa tudi Seate. Je zelo čvrst, ampak ni neudoben.
nagiba se mal, obenem pa mehko požira vse tiste stvari, ki ti pridejo nasproti, luknje, grbine in tako naprej. Skratka, podvozje se mi zdi highlight tega avtomobila. A veš, tudi fejs športno se ga da zapeljati, z njim ne boš podelal rekorde, ampak boš pa užival, kar je pomemben, kljub temu, da ni športnik, daleč od tega. Pa veš, o čem bi se rad pogovoril? Stari, jaz ne vem, zakaj so tele, se ne vem, ko se sploh to imenujejo, to je, veš, tale vrvica, ki pol zatakneš polico, ne? Zakaj so takšne oblike? A ima kdo kakšen uržah, zakaj to tako izgleda? Kaj ena turbina sem ne čist, lovila pa sem navadna bunka. Ampak to mi je všeč, taki detajli so mi fini. Glavno, lej, da zataknem. A je pa preden gremo na zaključek, lej, pozabil sem ti pokazati ceno testnega avtomobila, 32 jurjev, ampak ne pozabi. Ti v svet, ti roka vstopa že dost prej, ne? Če se jaz namotim, kaj, tam okrog 20 jurjev, mogoče kakšnega čez, se ne vem. Nejte me popraviti, če sem se zmotil. Ok, zdaj pa stvar, ki je bila meni pri tem avtomobilu, navkljub vsem stvarem, ki jih sicer govorim, najbolj všeč, pa mogoče ravno zato, ker je bil tudi motor živahen, pa sem se tukaj noter res dobro počutil, je tale model. A ga vidiš? Čak, razširim kader. Tale ročen menjalnik v sami goli osnovi ni nič posebnega. Hodi so razmeroma dolgi, pa sama ročka je taka, mislim, ogromna je. Ampak je pa natančen in v povezavi s tem motorjem se mi je zdel prav super. In jaz redko priporočam ročen menjalnik. Konec koncev večina testnih avtov ima že kar avtomatike. Jaz avtomatika tudi priporočam skoraj ne glede na to, za katero avto se odločiš. Ajde, Megana RS bi imel ziher z ročnim menjalnikom. Pa mogoče še kakšen avto. Pa tega, ne vem zakaj, ampak ta kombo se mi je zdel posrečen in po dolgem času sem spet užival v avtu z ročnim menjalnikom, ki ni izrazito športen, torej, da ni bila neka huda Mazda ali pa Porsche ali pa kaj podobnega. Da je bil pač en Volkswagenov SUV z navadnim ročnim, ampak v povezavi s tem motorjem tam za. Luštno mi je bilo šaltati. Ali je pa to mogoče posledica tega, da že malo pogrešaš in potem, ko končno imaš, pa čeprav ni zares nič posebnega, mislim, korekten pa vse, da pol celotno izkušnjo malo glorificiraš, da ji pripisuješ več, kot ti je v resnici dala. Čeprav mislim, da ne, saj sem že dosta avtov vozil. Meni je ta model všeč, ta avto mi je bil všeč, zaradi tega, pravzaprav nekih hudih minusov, prav zares ne najdem. Ajde, cena, to je treba priznati, ker si misliš vse tiste stvari, za katere že skoraj malo velja, da jih avto mora imeti, pol hiter zraste, to drži. A ja, pa da ne bo pozabil še ene stvari povezane s tem avtom pa s prenovo. A veš, ob prenovi je seveda dobil kupenih upgradeov, ki so povezani tudi z varnostjo. Zdaj, vseh sistemov tudi približno ne mislim poudarjati, ker jih je ogromen. Fajn mi je pa recimo ta, da zna zdaj po novem prilagajati hitrost glede na omejitve kar sam. To se mi pa zdi uporabno in to tudi sam dostikrat uporabljam, recimo. In to je počasi to pismo, no, fajn sva se imela, všeč mi je bilo, da sem ga uspel tudi malo umazati. To je bil test Volkswagena T-Roc, mogoče bolj opis pa spoznavanje, mogoče pa še kdaj pridem naokrog. Lepo se imejte. Ajde, čau.